Jaz se zdaj nemško naročujem na Gatoru, ko je in oni imajo dejansko, so šli malo korak več, sicer imajo večji strošek s tem, dejansko promo material zraven davajo, v smislu artbooki še zraven, kakšne dodatne kartice pa te zadeve, recimo marsikiri drugi založnik v Nemčiji tega ne dela, recimo, ne, ker je strošek pa investicija prevelik, sicer imajo zdaj dodatne težave ravno zaradi tega, ker pač preprosto je cenovno preveč, ampak tudi recimo potem taka edicija je potem 20 €, recimo en zvezek, ne. Kar recimo v primerjavi z nemščini, ko so koliko manjka 6 do 7 €, recimo, ne, je kar večja, ne, si že ti na ameriškem nivoju, ne. Zato pač Solo Leveling se tudi zdaj nabavljam v nemščini raje, ker ima hardcover. Solo Leveling, hardcover. Res. Je to light novel ali manga? Light novel. So light novel, tako so malo bolj kvalitetni. Ja, so ponovadi so pač vse so softcover, ampak Nemci pa zadnje čase ful izdajo knjige, vedno samo hardcover. Sej, angleški so tudi začeli, pa so jih začeli poimenovati Deluxe Edition. Recimo Berserk je Deluxe Edition, Trigun bo prišel v Deluxe Edition, Fairy Tail mislim, da bo prišel v Deluxe Edition. Nemščini tudi imajo. Nemščini imajo Free One, jaz ni hardcover, Nekaj hardcover sem videl, če sem bil. Sailor Moon je hardcover, ja, na primer. Ja, imaš tudi, recimo, ko so, tako se kao Deluxe Edition, malo večji, moče tudi kakšne barvne strani noter. Ne, pač delajo pa ove zadeve, da pač, ko imaš Free in One edicije, na primer Fairy Tail ima trenutno, ko imaš lepo slikice skupaj sestavljaš lahko. To kaj Monster imel, ko je naredil eno sliko. Čakaj, Soul Eater je tak. Dragon Ball ima, Soul Eater ima tak, pa ja. A Dragon Ball je bil od začetka že imel, ko je Ranma. Ranma je bil? Ranma mislim, da je imel. Ne, Ranma je bil klasična, tista stara. Ranma ima tudi 3 in 1, pač ti delajo zdaj. Ja, možno. Se Ranma sploh v angleščini ne moreš dobiti, drugače kot pa dve edicije v eno. Sej Inuyasha tudi zdaj prodaja samo 2 edicije, oziroma omnibuse. Ne vem, kakšen je bil original, ampak trenutno so oni debeli. Stare stvari, veš. Reprint, ne vem, kakšen je, I guess, da ko so prvič izdajali, je bil to nek collectors pač, če pride anime, potem mindset. Ja, to pa tako. Ja, One Piece, recimo, zdaj, recimo Carlsen, ko je nemška distribucija, ne, oni dejansko so začeli zdaj na novo izdajati vse volume od prvega dalje in izdajajo zraven z škatlami. Pomeni, da škatle take lepe kot v arkih, ne. Recimo, ne, za eni slovi ark, blablabla, ne, imaš fule lepe zlate, pozlačene škatle, ne. Pač posebej škatlice lepo pa... In dejansko lahko ti stare noter daš ali pa dejansko kupiš že nove izdaje. Koliko je dejansko koliko je dejansko razpon cen v primerjavi z angleškimi mangami, če primerjate box set ali pa individualne volume? 50%. Sicer so se zdaj malce podražili. Samo ne to. Okrog 9 € so. So že toliko zdaj? So že, ja. Določeni naslovi. Shoneni so še vedno tam nekje 6-5. One Piece mislim, da je 6-5. Shoneni so poceni, samo to je tudi angleško so poceni. Ja, dobro. Vraga, to je 8-9 €, ja. 8-9 je, ja. Kaj potem? On je pa 6 €. Ja, ampak ne v fizičnih trgovinah. Recimo v Mariboru, predstavljam si, da Slovenija ne sme prodajati nemških mang. Angleške prodajo. Angleške prodajo, ne? Ja, Nemšk? Ne vem ali je... Nemška jih je prodala, ful dolgo. Čakaj, nemška mimo vrste, mislim, da dobiš. Ja. Ampak dobro, mimo vrste možeš gledati, da mimo vrste ima zdaj za Allegrotom, ne? Oni so poljska firma. Oni so bili, včasih so bili MOL, ki je bil češka firma in potem je MOL kupil Allegro, ki je poljska korporacija in zdaj... Zdaj oni imajo v bistvu Amazon varianto, torej pooling. Marketplace, tako je. Sem kaj še vedno tako 3 € približno ceneje. Pač nemška verzija. Ja, nekaj 3 dobljač, ne, celo več. Nekatere so recimo angleška 15 € recimo, ne. Jaz sem gledal My Dress Up Darling, mislim, da je angleška 15, 16, nemška pa mislim... Ja, samo to je, ker je velika edicija. Velika, samo zdaj da brezplačno pošiljanje tega ni take sile, ne. Ja. Mislim, da je za en format, ni A4, je tam med A5 pa nekaj med A5 pa A4 je. Ne, veš kaj, da je zlika v bistvu, ker ovi si pišejo read this way. Ja. Tisti del je razlika, tisto, ker oni imajo napisano read this way. Definitivno. Tudi niso toliko dolge, pa plastificirane pride. Sprav, vsaka pride ovita v folio. My Dress Up Darling. Ja, so to racy stuff inside. Je res? Not really, I mean, okay. Nothing actually happens, right? It's a tease. It's a tease. Eče, no? What is? Mislim, Spice and Wolf so tudi izči, da so prišli v Vitko, ne, ker pač horror. Jaz imam nemški Spice Wolf, to je tako lepo narisana zadeva. Manga nemška od Spice Wolfa je tako svetovno narisana. Manga... A Nemci imajo svoje coverje, like svoj art? Večinoma se ponavadi spremeni arti, niso isti. Kaj? Niso isti coverje. Ne, pri light novelih ponavadi to delajo. Ja, na naslovnicah. Ja.
A ja, da imajo potem lastne nemški artisti naredijo potem cover za to. Ne, dejansko marsikje, koliko vem, da za Nagatoro, vem, da je celo njihov pač artist, da naredijo pač prav za trg drugi, ne. Aha, se pravi, dejansko naredijo originalni avtori drugo edicijo za nemški trg. Pač je originalni avtor? Da je vsaka manga color-based, naprimer enka kakva je bila modra, ona je potem rumena, ena je potem... Zdaj ti moraš gledati, da imaš recimo vse trgi, kot so nemški, francoski, italijanski, pa španski, gromozanski, to so gromozanski trgi, to... Španski jezik je tako si predstavljati, to ni samo Španija, to je tako cel svet. To imaš Azijo in Ameriko. Isto portugalski malo manjši spet, ampak na portugalski imaš veliko japonske diaspore, ne? Tako da oni imajo spet neke svoje edicije. Ne? Španci imajo res jaz sem tudi zdaj par manga iskal v naših prevodih, ampak mislim naših, pač angleško, nemško. Ne najdeš, preprosto bolj poviš Španci. Ja, vem, pa francozi, ko imajo vse. Mi smo šli čez mejo v Trsk pred Umikom in ja, ne. Smo obiskali dva anime shopa, kjer so, seveda, jaz sem bil na zadnjem mogoče na tržaških anime shopih tam 10 let nazaj, ker se spomnim, da so imeli še nekaj japonskih edicij, dejansko japonskih mang, ne, in sem hotel dobiti, zdaj gremo čez mejo, mogoče bom dobil kakšne spet limited edition, ne vem, Weekly Shonen Jump, se spomnim, da sem dobil tam. Ampak ne, vse je danes v italijanščini, plus prevajajo že precej naprej kot Angleži, naprimer. Kaiju number 8, trenutno ja, dejansko imaš že en volume naprej. Precej manjki so že naprej. Močnih imen, ko jih ni v angleščini, pa to. Pa ne samo to, še board game so šli prevajati vse v italijanščini. Ja, to Slovenci tudi začnejo delati. Počasi imajo baš... Kaj, slovensko prevajati? Ja, mislim, da kaj igroljub, mislim, da Katan je tak že cel čas. Katan pusti, Katan imajo celo tekmovanje. Ticket to Ride je tudi že cel čas. Ja, Ticket to Ride je tudi preč močno ime, ja, pa Seven Wonder tudi tako močno ime. Monopoly.